Lepo pozdravljeni. Narava se je odela v cvetje in pomlad je resnično tu. Z njo pa suša, vladni varčevalni ukrepi, a ne bomo o tem. V tokratni Belokranjski obzornik smo poskušali strniti bolj optimistične teme. V celoti nam sicer ni uspelo, a pojdimo najprej v Adlešiče. V tamkajšnjem domu krajanov so konec minulega tedna pripravili slovesnost o prazniku krajevne skupnosti in jo združili s praznovanjem materinskega dne. S pesmijo in besedo so obudili spomin na tragične dogodke pred 67 leti in govorili o uspehih ter načrtih v njihovi krajevni skupnosti. Kot pravijo, so veseli, da jim je uspelo zadržati stacionarno pošto v njihovem kraju in da bodo letos lahko poplačali leta 2010 zgrajeni podporni zid ob pokopališču v Adlešičih. Načrtujejo pa, da jim bo letos uspelo urediti še nekaj avtobusnih postajališč v njihovi krajevni skupnosti in tudi nevarno križišče v Dolencih, o čemer že potekajo pogovori z Darsom. Željo imamo pa tudi nekaj postoriti za naš dom, ki je že nekaj časa v uporabi in je tudi že kar precej potreben obnove in adaptacije. Želijo pa si tudi, da bi vse vasi v njihovi krajevni skupnosti dobile zdravo pitno vodo. Nažalost, takrat, ko se delal projekt leta 2005 za kohezijska sredstva, ta okoliš, ta manjkajoče vasi niso bile zajete v tem projektu. Ne glede na to bo v okviru projekta Belokranjski vodovod voda pritekla v Fučkovce in Dragoše, z občinskim denarjem pa še čez Purgo do Pobrežja, pravi županja. Območje Plešivice in velikih termalnih sel pa bo moralo še čakati na vodovod. V teh sušnih dneh jim vodo dovažajo gasilci. Če se zadeve kolikor toliko umirijo in mogoče sredstev, ki so namenjena občinam za investicije, ne zmanjšajo, mogoče v letu 2014, da bi se začela dokumentacija, se pravi prenovljena dokumentacija za vodovod, ampak seveda vse odvisno od finančnih sredstev. Tega se zavedajo tudi krajani, sicer pa je slovesnost o prazniku krajevne skupnosti zvenela v veselem vzdušju. Posebno priznanje krajevne skupnosti so za vsestransko aktivno delo podelili dolgoletni učiteljici v njihovi podružnični osnovni šoli Tončki Starešinič. S krajevno skupnostjo smo vsa leta zelo povezani, skupaj delamo, skupaj ustvarjamo, tako da delati na tej šoli je zelo lepo. Še lepše pa bi bilo, če bi bilo v šoli več otrok. Trenutno jih v prvih 5 razredih znanje nabira le 26. Iz Adlešičev pa se selimo v Semiško občino, kjer je v tem času odprtih več gradbišč. Nekatera dela so že v zaključni fazi. Med drugim pospešeno gradijo 6 km dolg kablovod od Ručetne vasi do Vrtače, ki bo njihovi industrijski coni zagotovil težko pričakovani dodaten megavat električne energije. Tako da nekje do konca aprila naj bi ta faza bila tudi dokončana, zgrajena in tudi elektrika že na voljo naši industrijski coni v tej jakosti, ki jo ta vod omogoča. To sicer pomeni le najnujnejšo oskrbo z električno energijo, kar pa je, glede na razvojne ambicije tamkajšnjih podjetij, veliko premalo. Smo že na Elektro Ljubljana naslovili dopis, da nekako jih prosimo, da zagotovijo še tista drugi del sredstev za drugo fazo od Ručetne vasi do Črnomlja, ki pa bo nekako Semiču doprinesel oziroma prinesel do leta 2040 dovolj energije za vse potrebe. Tako novi naložbeniki, ki čakajo na elektriko, kot nekateri podjetniki, ki že poslujejo v industrijski coni in se želijo širiti, imajo velike razvojne načrte, ki pomenijo tudi več kot 100 novih delovnih mest. A le en dodatni megavat električne energije ne bo zadostoval za vse njihove potrebe, pravi županja, ki pričakuje, da bo država čim prej našla denar za gradnjo druge faze kablovoda. Se pa v Semiču lahko pohvalijo, da sodijo med redke slovenske občine, kjer imajo vsi občani dostop do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Gradnjo hrbtenice omrežja so sicer končali pred skoraj letom in pol, vendar so imeli nekaj težav z izvedbo priključkov, a so jih rešili in sedaj gradnja in montaža hišnih priključkov poteka pospešeno in brez težav, pravi županja. 412 pogodb je že podpisanih, toliko je tudi interesentov in vsi ti bodo nekako do poletja prišli do svojega priključka na širokopasovno omrežje.
Vsekakor pa bo možnost priklopa ostala odprta še za vse druge. Semiška občina ima namreč 1230 gospodinjstev, kar pomeni, da se velik del le-teh še ni odločil za priklop na širokopasovno omrežje. Vsi tisti, ki se bodo še mogoče pozneje odločili, da bi se priključili na to omrežje, seveda imajo še vedno čas, kajti celih 25 let za naprej imamo tega koncesionarja in to koncesijo in v tem času se lahko vedno kdorkoli želi priključi pod istimi pogoji. Brez težav pa v Semiču poteka tudi novembra lani pričeta gradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Moram reči, da letošnja zima nam je bila kar naklonjena, tako da lahko sedaj ugotavljamo, da smo svoje načrte, katere smo planirali v tem obdobju v celoti realizirali, kajti zdaj smo več kot 2/3 toplovoda že zgradili, sama kotlovnica pa je v zaključni fazi. Pričeli so že s poskusnim obratovanjem, kar pomeni, da 39 uporabnikov, ki so že podpisali pogodbo za ogrevanje, lahko brez skrbi čaka novo zimo. Kotlovnica pa je tako grajena, da omogoča tudi nove, poznejše priklope, pravi Hribar, in dodaja, da bo cena daljinskega ogrevanja na lesno biomaso zagotovo nižja, predvsem za tiste, ki so se doslej ogrevali s kurilnim oljem. Pa še eno naložbo, pomembno za življenje krajanov, končujejo v Semiču. Do konca maja bo končana gradnja prizidka pri tamkajšnjem vrtcu in tako bodo trajno rešili prostorsko stisko vrtca, v katerega je trenutno vključenih 152 otrok. Še ostajamo v Semiču. 26 let je minilo, odkar v tamkajšnji Iskri ne uporabljajo več PCB-ja, a po nekaterih raziskavah je ta še vedno prisoten in vpliva na zdravje ljudi. Prebivalci so zmedeni in hočejo izvedeti resnico, saj so mnenja strokovnjakov o prisotnosti PCB-ja nasprotujoča. PCB je prisoten bil in sigurno je še, ampak si razmišljam, da v tej meri ni, ko naj bi se prikazalo. Ker mi kot nosilci turistične kmetije nam ni vseeno, ali se govori, bi rekli, pošteno ali pa argumentirano, ker naj bi ljudi izvedeli enkrat eno resnico, da se ne bi te stvari vsakih par let ponavljale ali komu v interesu ozadje. Verjetno obstaja tudi to, ker to je premamljiva zadeva, ker država še vedno ima kakšen denar in nekdo ga rad porabi. Iz raziskave, s katero je konec lanskega leta novomeški Zavod za zdravstveno varstvo seznanil belokranjske županje, izhaja, da so ribe iz krupe in lahinje zdravju škodljive, pa tudi, da ni mogoče izključiti škodljivega vpliva na zdravje ljudi zaradi uživanja domačega mleka, jajc in kokošjega mesa. Mnenje strokovnjakov Veterinarske uprave Republike Slovenije in Ljubljanskega inštituta Jožef Štefan pa je drugačno. Moramo priti temu do dna, kajti ljudje morajo vedeti, zakaj se gre, ker tu živimo in imamo vso pravico vedeti, da tudi vemo, na kakšen način si lahko pomagamo. Mora biti tudi s kakšnimi rastlinami, se pravi s pomočjo ekoremediacij, ki bi našo zemljo očistile oziroma da bi te rastline vezale ta PCB na sebe. Tudi v tej smeri se že obračamo in ko bomo imeli kaj povedati, bomo prav gotovo javnosti tudi to povedali. Belokranjske županje so že lani poslale zahtevo pristojnim ministrstvom, da opravijo raziskave in uvedejo sistemski nadzor pri obremenjenosti belokranjskega okolja s PCB-jem. Seveda pa čakamo še izsledke oziroma dokončano študijo Inštituta Jožef Štefan, ki raziskuje tako, na kakšen način bi se zemljina uničila, ki je zajeta v betonskem prostoru pri tovarni Iskra, kot tudi dr. Svetozar Polič pa bo naredil še sporedno analizo, kakšni so vplivi tudi še sedaj na okolje. Upam, da se bo k temu enkrat prišlo do dna, naj se stroke srečajo in naj povedo na okrogli mizi pred ekrani televizije, nek cela Slovenija ve, kaj je res, kaj ni res. Cerjančevi, ki imajo ob reki Krupi turistično kmetijo, so konec minulega leta naročili analizo svojih pridelkov pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor. Od jabolk, paradižnika, krompirja, zemljo na analizo, sok in seveda
je kar analiza pokazala sprejemljiv rezultat. In smo bili potolaženi s tem. In si razlagamo po svoje. Tako različne informacije o stanju PCB-ja v semiški občini, ki so včasih strani največjih strokovnjakov interpretirane popolnoma nasprotujoče si, seveda med prebivalci povzročajo veliko vprašanj. Ljudje si želijo izvedeti resnico. Resnico o bioplinski gnojevki pa bi radi izvedeli prebivalci Črnomlja, ki so dolgo in potrpežljivo prenašali smrad, ki se je, zahvaljujoč tamkajšnji bioplinarni, širil po njihovem mestu. V zadnjih dneh sicer Črnomaljci lažje dihajo, saj so iz bioplinarne na Lokvah odpeljali že skoraj vso gnojevko. Zalogovnik je skoraj prazen, nekaj malega je še v njemu ostalo, ampak bomo skrbeli za to, da ne bo prišlo do prevelikih vplivov na okolje. V minulih tednih, ko so gnojevko razvažali po belokranjskih njivah, se je v Črnomlju in tudi drugod po Beli krajini širil neznosen smrad. Na črnomaljski občinski upravi so telefoni skoraj peli, pravi županja. Smo začutili veliko nervozo, upravičeno nervozo prebivalcev, ker smrad je bil res neznosen. Vemo, klici tudi obrtnikov, predvsem gostincev, da jim ljudje pridejo na terase, odidejo. V glavnem situacija je nevzdržna. Še posebej v zgornjem delu Črnomlja, v bližini bioplinarne, so bile terase gostinskih lokalov skoraj prazne. Imamo 40% izpad prometa, gostov ni, krediti so narejeni na bankah in prišli smo do kritične točke, kjer ne moremo več odplačevati obrokov. Prijave inšpekcijskim službam niso zalegle, zato so se odločili za tožbo s pomočjo znane odvetniške družbe. Da bi zaustavili samo širjenje smradu in da bi tudi odškodninsko tožbo dobili za to proti določenim povzročiteljem. Razburjeni so bili tudi vsi, ki delajo v zgornjem delu mesta. Vsako jutro, ko pridem, ko bi prišel v gnojniščno jamo. Smrad je neznosen, ne moremo odpreti oken, ne da se delati. To povzroča in glavobol in slabo vzdušje. Stranke so nervozne tam, ko pridejo k nam. Črnomaljska županja je pošiljala dopise na vse naslove, od inšpekcij do ministrstev, a zgodilo se ni nič. Apelirala je na inšpekcije, da vendar rečejo bob, da vendar preverijo, kaj je s koncentracijo tega gnojila. Treba je gnojiti, ampak pomembno je, koliko gnojiti. In tudi se mi zdi, da področje Kmetijsko-gozdarske zbornice, se pravi kmetijsko-svetovalne službe, da bi morali narediti več na tem področju, predvsem pri ozaveščanju kmetov in ne nazadnje pri kontroli, kaj vnašajo v zemljo. Na dolgi rok bo to prav gotovo škoda za naše zanamce, pa ne nazadnje tudi za nas. S tem se strinjajo tudi člani belokranjskega okoljskega gibanja Proteus, ki so se sestali šele minuli ponedeljek, ko v Črnomlju ni več smrdelo. Po njihovem mnenju smrad ni edini problem. Bojijo se za podtalne vode, zato bodo pripravili javno tribuno in nanjo povabili vse pristojne službe in tudi ministra za kmetijstvo. Mi pa smo se podali na vražji kamen in preverili, kaj se dogaja v tamkajšnji bioplinarni. V bioloških procesih predelave v fermentorjih bioplinarne je prišlo v zadnjem obdobju do nekaterih napak oziroma slabše predelave. Tako se je material, se pravi organski material, ki ga dodajamo v fermentacijo, slabše predeloval. Posledično je imela gnojevka, ki jo uporabljajo za gnojenje kmetijskih površin, neprijeten vonj, pravi Štrbenk, ki zagotavlja, da so se že lotili odpravljanja napak in da v zadnjem obdobju njihova proizvodnja skoraj da stoji, saj predelujejo le malo odpadkov. V tehnološki proces bomo vgradili novo tehnološko enoto, kjer se bo bioplinska gnojevka še dodatno obdelala. Tako bomo preprečili nastajanje neprijetnih vonjav. Takšne obljube smo že slišali, pravijo člani okoljskega gibanja Proteus, ki bioenergu ne verjamejo več. Če se bo smrad ponovil, bomo ljudi takoj pozvali na javni protest, so sklenili. Upajmo, da ne bo potrebno.
Še ostajamo pri ekoloških temah, selimo pa se v Metliko, kjer te dni zaključujejo projekt Odpadki niso smeti, ki sta ga v skrbi za čisto okolje pripravili in izvedli Ozeljska in Metliška komunala, sofinancirala pa Evropska unija. Obe komunalni podjetji, ki že dolgo sodelujeta, sta se v skrbi za čisto okolje leta 2009 prijavili na javni razpis in pridobili 85% evropskih, Metliška komunala pa še 10% državnih sredstev za izvedbo projekta, ki so ga poimenovali Odpadki niso smeti. Naš cilj je bil zmanjšati količino odloženih odpadkov na Cerodu, kar smo uspeli s tem zastavljenim ciljem, potem pa povečati na drugi strani količino ločeno zbranih odpadkov. Strošek deponiranja je iz godine v godino sve večji. Strošek odlaganja odpadkov je iz leta v leto večji. Pri nas imamo težave z izgradnjo nove deponije, tako so možnosti odlaganja odpadkov omejene in prvi cilj nam je bil zmanjšati količino odpadkov, ki se odvažajo na deponijo. Što manje odpada odvozi na deponijo. To pa je možno storiti predvsem z ločevanjem odpadkov. V Ozlju so se tega sicer lotili že pred pričetkom projekta. Prvi koraki so bili storjeni, a zaradi pomanjkanja denarja je vse potekalo počasi, tako da nam je projekt omogočil, da v minulih 2 letih napravimo pomembne korake. Postavili so 60 ekoloških otokov in nabavili smetarsko vozilo za odvoz ločeno zbranih odpadkov. V Metliki je bilo nekoliko drugače. Ekološki otoki so bili že postavljeni, zato so jih le uredili in dodatno opremili ter nabavili nekaj tehnične opreme. Mi smo si nabavili kamion za prevoz odpadkov na Cerod, izvedli novo pretovorno postajo na zbirnem centru Bočka. V skladu z uredbo od lanskega poletja smo tudi vsem prebivalcem oziroma gospodinjstvom v občinah razdelili kompostnike za ločeno zbiranje bioloških odpadkov. Na območjih, ki jo pokrivata komunali, so izvedli tudi več čistilnih akcij in odstranili več črnih odlagališč. Njihov najpomembnejši cilj pa je bil ozavestiti ljudi in jih spodbuditi k pravilnemu ločevanju odpadkov, kar jim je z različnimi izobraževalnimi akcijami, letaki in knjižicami tudi uspelo. Mi bi verjetno postopno, korak po koraku uspeli rešiti materialno bazo, postaviti zelene otoke, nabaviti vozilo in podobno, vendar vedno manjka denarja za izobraževanje ljudi in za promocijo. Ljudje se sicer vedno bolj zavedajo, da so v današnjem sodobnem času poleg zagotavljanja trajne oskrbe z zdravo pitno vodo eden ključnih okoljskih problemov odpadki. In vedno bolj se zavedajo pomena ločevanja odpadkov, vendar še ne dovolj. Ločeno zbrane frakcije so se povečali, naprimer plastike in pa te embalažne so povečali za 39% v primerjavi z lanskim letom poprej. Potem so povečali, na drugi strani pa so se zmanjšali ločeno odloženi odpadki na Cerod za 15%. Upamo, da bo šlo tukaj še boljše, ker v končni fazi vsak kilogram, ki ga oddamo na Cerod, je strošek, ki bremeni nas občane, ki plačujemo komunalne prispevke. In kolikor bomo več ločevali, bomo tudi stroške imeli nižje. Odvoz odpadkov na Cerod bo namreč vedno dražji. To je veliko breme, kaže se, da se bo to breme tudi večalo. Žal Cerod tudi nima vsega urejenega glede okoljevarstvenega dovoljenja. Upamo, da se bodo zadeve stekle v dobro vseh nas. Podobno je tudi v Ozlju, kjer se strinjajo, da so odpadki zelo velik strošek. Mi imamo vrlo velike probleme općenito sa zbrinjavanjem. Mi imamo velike probleme z odlaganjem, ker vozimo v Karlovac, zdaj bomo še dlje. In tu plačujemo velike zneske za odlaganje mešanih odpadkov. Verjetno bi bili morali na ta način kot sedaj razmišljati že prej, ker bi bilo to ceneje. Zdaj pa je, kar je in moramo plačati to ceno. Sad što je tu je, platit ćemo cijenu koju moramo platiti, ali ćemo izvući pouke i vjerujem svi zajedno. Upam pa, da se bomo kaj naučili iz tega in zanamcem pustili čistejše okolje, kot smo ga podedovali mi. Nego što smo i mi zatekli. Prav zato so se v okviru projekta lotili tako v Metliki kot v Ozlju izobraževanja ljudi o tem, kako pomembno je pravilno ločevanje odpadkov.
Cilj je bil, da izobražimo prebivalstvo, da jih informiramo, da jih spodbujamo k ločenemu zbiranju odpadka in da tudi povemo, kako je to pomembno in za ohranjanje našega okolja, za čiste vode in pa za pravilno ravnanje z odpadki. Za vsa gospodinjstva so pripravili več poučnih letakov in knjižic, iz katerih je razvidno, zakaj je pomembno dosledno ločevati odpadke in kako pravilno ločujemo. Le eden napačno odložen odpadek namreč povzroči veliko težav. Ta projekt je bil lepa nadgradnja tega, kar je občina že naredila, ki je namreč z ekološkimi odtoki dejansko prehitela zakonodajo Slovenije in tudi prakso ostalih občin, ni bilo pa tistega rezultata, ki smo ga pričakovali. Zdaj pa dobro to, da se veliko dela tudi na osveščanju in kdo je naš najboljši sodnik, to so naši otroci. In nekdo, ki ga otrok vidi, da vrže smeti v napačen kontejner, pa ga to opozori, ta sigurno pred svojim otrokom se več ne bo spozabil in bo to lekcijo se dobro naučil. V Sloveniji še nismo dosegli zastavljenega cilja, 50% ločevanja vseh odpadkov. Dosegamo zdaj 48% nekje. Cilji pa so, da bi dohiteli druge, bolj uspešne komunale v Sloveniji, kjer so pa te številke veliko večje, višje in v prid ločeno zbranim odpadkom. Najmanj uspešni so na področju ločevanja bioloških odpadkov. Biološki odpadki še vedno predstavljajo velik procent v odloženih odpadkih na Cerod in naši naslednji cilji bodo predvsem v osveščanju prebivalstva v tej smeri, da bi bilo manj bioloških odpadkov v mešanih komunalnih in več v za to primernih posodah. V okviru projekta Odpadki niso smeti so nabavili in občanom razdelili 2500 kompostnikov. Biološke odpadke zbiramo samo po blokovskih naseljih, vse ostale odpadke pa zbirajo prebivalci v okviru te akcije naše, ko smo razdelili kompostnike in pač na vsakem vrtu te, kjer imajo to možnost. Ožje mestno jedro pa te možnosti nima, zato smo še vedno na vseh ekoloških otokih, ki jih imamo 100 v občini, obdržali tudi te posode za ločeno zbrane odpadke, kamor prebivalci lahko tudi prinesejo te odpadke. Zadovoljni z rezultati končanega, skoraj 1 400 000 evrov vrednega skupnega projekta, v Metliki in v Ozlju že pripravljajo nov skupni projekt, s katerim se bodo vnovič potegovali za evropska sredstva. Ta bi jim omogočila nadaljevanje njihovih prizadevanj za čisto okolje in za zmanjševanje količine odpadkov na prebivalca. Želijo si nadaljevati z osveščanjem ljudi in nabaviti še nekaj tehnične opreme. V Ozlju potrebujejo tudi reciklažni center. Na zelenih otokih lahko ločujemo le 4 vrste odpada. Z izgradnjo reciklažnega centra pa želimo vzpostaviti pogoje, da bi lahko ljudje tam celo leto odlagali kosovne in nekatere nevarne odpadke, ki ne sodijo na zelene otoke. Sicer pa so v Ozlju zadovoljni, ker iz meseca v mesec dosegajo boljše rezultate pri pravilnem odlaganju in ločevanju odpadkov, pravi Gojmerac. Posebno nas veseli to, da recimo v neki manjim... Posebej smo veseli, ker v nekaterih manjših zaselkih, kjer nismo načrtovali zelenih otokov, ljudje kličejo in želijo posode za ločevanje odpadkov. Interes torej obstoja in še posebej nas veseli pozitiven odziv mlade generacije. Posebno smo zadovoljni odazivom mlađe populacije. Krokar v Metliki in Ježek v Ozlju sta torej dobro opravila svoje poslanstvo pozivanja ljudi k skrbi za čisto okolje, za varovanje naših podtalnih voda, torej za zmanjševanje količine odpadkov, za njihovo ločevanje in pravilno odlaganje. Sicer pa smo v minulih dneh ob vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo, ki so se ji aktivno pridružili tudi Belokranjci, veliko govorili o odpadkih in črnih odlagališčih. Upam, da se je zgodil premik v glavah tistih ljudi, ki jim očitno ni mar za čisto okolje in da bodo v bodoče odpadki končali tam, kjer jim je mesto. To pa nikakor ni v naravi. Pa bodi dovolj o odpadkih. Pojdimo raje balinat. Konec minulega tedna so namreč na Črnomaljskem Majerju namenu predali težko pričakovano novo balinišče.
Upravljala ga bo Društvo upokojencev Črnomelj, ki je tudi zelo aktivno pristopilo k temu projektu. Namenjeno bo pa vsem prebivalcem, tako Črnomlja kot tudi okoliškim, za aktivno preživljanje prostega časa, tako mladim, odraslim, upokojencem. Urnik prav bo izdelan in bi radi čim več ljudi dobili sem. Malo nas je pa strah zaradi tega vandalizma, pa to bomo mogli še določene stvari narediti. Bomo poskušali tudi z varnostno službo. Gradnja in ureditev dvosteznega balinišča, ki so ga še posebej težko čakali upokojenci, je stala 12.500 evrov, v kar pa ni všteto okrog 300 udarniških ur mojstrov iz vrst Črnomaljskega upokojenskega društva. K projektu je pristopil tudi varstveno-delovni center, ki je odstopil zemljišče za balinišče, saj je balinanje šport, ki se ga veselijo tudi njihovi varovanci. Prostor je zelo primeren in moje gledanje tu, odzad za hrbtom, imamo igrišče. Tam odzad je tenis, zarašča se. Kaj ne bi to v enem dolgoročnem tem projektu naredili, to je bilo za mladino enkratno. Tukaj igrišča so bila narejena, bila so obiskana, zdaj so žal zapuščena. In ravno s tem otvoritvijo tega balinišča upamo, da je to začetek nekega športno-rekreacijskega parka v Črnomlju. Nogometno igrišče je že kolikor toliko urejeno, saj ga uporabljajo člani nogometnega kluba Bela krajina. Zanemarjeno asfaltno igrišče pa bi bilo treba urediti in opremiti. Zraven njega je tudi zaraščeno tenis igrišče. Žal pa teniško igrišče ni urejeno še lastniško, tako da je tu veliko problemov glede pridobitve lastništva, papirjev in tega ostalih dokumentacije. Torej bo še nekaj časa minilo, preden bo na območju nekdanje črnomaljske vojašnice zaživel športno-rekreacijski park. Na novo odprtem balinišču pa bo gotovo že zdaj živahno vse dni. Upajmo, da ne tudi noči, ko so ponavadi na pohodu vandali. Za konec tokratnega belokranjskega obzornika pa vas vodimo še na žabjo svatbo v Hrast pri Vinici. Dvoživke so v minulih tednih množično zapuščale svoja zimska prebivališča in se začasno selile v Kal, da bi odložile mrest in tako poskrbele za zarod. V Hrastu morajo pri tem prečkati cesto, zato so bili pred leti tam priča pravemu žabjemu pomoru. Pred 4 leti pa so na pobudo novomeške območne enote Zavoda za varstvo narave prvič postavili plastične ograje in poslej žabe ročno prenašajo čez cesto v Kal in čez teden, dva nazaj na travnik. To je za nas jako lepo. Kaj se je to uredilo, ta polivinil in to vse, to je za nas dobro. Prej je bilo vse krvavo po cesti. Smilile so nam se, ker šle so do vode, pa niso mogli priti do vode. Zadnja leta pa povoženih žab skorajda ni na cesti. Zgodaj spomladi jim namreč tamkajšnji krajani preprečijo pot na cesto, tako da postavijo plastične ograje in potem žabe ročno prenašajo čez cesto. Seveda, to je že postala kot neka rutina. Zadnje 3 leta od začetka je to malo tako, so bili ljudi skeptični. Kaj bomo s temi žabami, pa naj grejo, pa sem pa tam, zdaj je pa to kar zalaufalo. Rečeš, fante, mi jim pridemo narediti, to je to. Prej je bilo to cesta kot lakovana, žabami zdaj pa niti pred hišami nimamo. Vendar krajani ugotavljajo, da je letos veliko manj žab kot minula leta. Verjetno je kriva suša, ugibajo stoječ ob vaškem Kalu, v katerem je vode veliko manj kot ponavadi. Letos je manj kot lani. Ne vem, kaj je, ali je to vreme, ali je neka sprememba je. 50 let se spominjam od začetka, kar sem. Take suše in tako brez žab še nikoli ni bilo. Jaz sem tu 44 let. Prej je bilo toliko, da so iz tovornjakom odvažali. Neki so prišli s tovornjakom in nametali, so rekli, kar je voste. To je bilo vse živo, kupi so bili. Skoraj 3 tedne stoji ograja, pa številčno smo recimo na 2/3 toliko dolžil kot prejšnja leta. V letošnji akciji so ob pomoči učencev iz bližnjih osnovnih in srednjih šol v Kal prenesli okrog 5000 žab, lani pa le v enem tednu 7500. Zdaj smo v taki fazi, da je večina dvoživk že šla v Kal, tako da zdaj nam preostane še druga faza in sicer, da jih prenesemo preko ceste v drugo smer, se pravi iz Kala nazaj na njivske in travniške površine.
Pomanjkanje dežja in velika nihanja temperatur, to je zagotovo botrovalo drugačnemu obnašanju dvoživk, menijo strokovnjaki. To sigurno ni dobro za dvoživke, se pa učimo tudi mi od dvoživk samih, tako da težko je točno povedati, koliko bi jih moralo biti, kdaj bi morali biti. Ta narava gre tudi narobe, kot cel svet gre tudi ta narava, žabe tudi grejo po svoje. Zdaj želijo nazaj v gozd in na polja, saj se žabja svadba končuje. A življenje ob hrastovskem kalu se nadaljuje. To je življenje. Po noči so žabe regajo, po dnevi, tako, na spomlad bodo ptice. To od 4 naprej zjutraj to pojejo tako lepo, da to je samo lepota slušati. To je raj. To je za nas raj. Upam, da boste tudi vi našli vaš raj na zemlji. Do našega ponovnega snidenja čez 14 dni pa vam kličem le še srečno.